Najlepša hvala. Torej, lepo pozdravljeni še enkrat in tudi v mojem imenu najlepša hvala, da ste si danes vzeli čas, da poslušate argumente ob letošnjem svetovnem dnevu hepatitisa. To je 28. julij, rojstni dan odkritelja virusa hepatitisa B in tokrat na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije ta dan obeležujemo že 19. Letošnje geslo je Zlomimo hepatitis. Zakaj? Zelo enostavno, zato, da preprečimo odpoved delovanja jeter in predvsem, da preprečimo raka. Ne vem, če veste, ampak rak jeter je 6. najpogostejše rakavo obolenje, govorim v svetovnem merilu, je 3. najpogostejše obolenje s smrtnim izhodom glede raka. Poleg tega je tudi edino rakavo obolenje, ki v zadnjih 10 letih narašča, ne stagnira ali upada kot ostala rakava obolenja. In v zadnjih 30 letih je pravzaprav umrljivost zaradi raka na jetrih narasla kar za 70%. In predvidevanja kažejo, da če ne bomo nič ukrepali, potem bo do leta 2050 40% več bolnikov z rakom na jetrih zaradi virusnih hepatitisov in tudi 40% več smrti zaradi tega raka. Torej, bijemo plat zvona. Ampak moram reči, da je znanost zelo hitro prepoznala velik pomen virusnih hepatitisov za človeštvo. Kako to vemo? Zato, ker ga je obeležila kar z 2 Nobelovima nagradama. Leta 1976 je odkritelj virusa hepatitisa B dobil prvo Nobelovo nagrado in leta 2020 so dobili nagrado 3 raziskovalci, Hockton, Alter in Rice, za odkritje virusa hepatitisa C, njegovega delovanja v človeških jetrih in pa seveda za odkritje zdravil, ki pozdravijo hepatitis C. To je sploh prva virusna okužba in edina zaenkrat, ki jo lahko pozdravimo, dokončno pozdravimo, torej unikum v medicinski zgodovini. Če je znanost tako dobro sledila grožnji virusnih hepatitisov, pa tega ne moremo ravno reči za zdravstveni sistem oziroma odločevalce zdravstvene politike v praktično vseh državah sveta. Zakaj? Ne vem, če veste, ampak 4 infekcije, 4 mikrobi dokazano povzročajo raka. To je humani virus papiloma, kot veste, rak materničnega vratu in še nekateri drugi raki. Potem je to bakterija Helicobacter pylori, o kateri se zdaj malo več pri nas govori, ker povzroča raka želodca, in potem sta virusa hepatitisa B in virus hepatitisa C. V Evropi te 4 povzročitelji povzročajo kar 5% vseh rakavih obolenj in Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji je vse te 4 mikrobe razglasila za prvi razred humanih karcinogenov. To je tako, kot recimo vsi vemo, da kajenje povzroča raka na jetrih. No, za vse te okužbe je pa značilno, da potekajo popolnoma brez bolezenskih simptomov in znakov, človek se jih vrsto let in desetletij ne zaveda in potem kar naenkrat seveda pride do diagnoze nastanka raka. Za vse te mikrobe imamo na voljo zelo učinkovite teste za odkrivanje, za zgodnje odkrivanje, metode zdravljenja in tako naprej, ampak dejansko nobena država nima recimo za hepatitis B ali C nekega univerzalnega testiranja, da bi vsem odraslim omogočila enkrat v življenju tako testiranje. Evropska unija ima vzvode, da priporoča odločevalcem zdravstvene politike, kaj je smiselno. To je plan Evropske unije za boj proti raku in že leta 2003 so priporočali, naj se izvaja v državah članicah presejanje na rak materničnega vratu in saj veste, v Sloveniji to zelo učinkovito izvajamo že vrsto let. 20 let kasneje, leta 2023, je izšel posodobljen plan Evropske unije za boj proti raku in seveda tam so dodali zraven, da svetujejo članicam presejanje na okužbo s Helicobacter pylori, ki povzroča raka želodca in v zadnjem času veste, da v Sloveniji tudi poteka pilotni projekt takega presejanja. Ampak na veliko razočaranje stroke pa tukaj noter v ta plan ni vključena tudi preventiva oziroma presejanje, testiranje za preprečevanje raka na jetrih.
Kot rečeno, imamo na tem področju pravzaprav učinkovite preventivne metode, imamo cepljenje proti hepatitisu B, ki je dejansko edina metoda, ki je bila že v 90. letih uvedena na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije v večino članic WHO-ja, tudi seveda v Slovenijo, ampak žal proti hepatitisu C pa nimamo cepiva, imamo pa učinkovita zdravila, ki pozdravijo okužbo, seveda, če odkrivamo to okužbo dovolj zgodaj. Zavedati se moramo, da je v Evropi okuženih 10 milijonov ljudi kronično okuženih z virusom hepatitisa B. Še dodatnih 9 milijonov je okuženih z virusom hepatitisa C. Če pa pogledamo celotno sliko, slaba četrtina ljudi, ki so okuženi, se sploh zaveda te okužbe, torej večinoma je okužba še neodkrita in manj kot 10% je zdravljenih, torej le 9% tistih, ki so okuženi s hepatitisom C, je danes že pozdravljenih, pa tako čudovita orodja in orožja imamo. Kot rečeno, univerzalnega testiranja ni v evropskih državah, nobena država ga zaenkrat ne priporoča. Se pravi, čisto vsakemu bi brezplačno napravili tovrstno testiranje vsaj enkrat v življenju. V glavnem se vse države poslužujejo testiranja glede na dejavnike tveganja in glede še na nekatere druge dejavnike. Ampak vendarle ima Evropska unija tudi en vzvod za splošno populacijo. Ima kodeks Evropske unije za boj proti raku, namenjen prebivalcem Evropske unije, ki jim svetuje, kako življenjskim stilom in z enostavnimi ukrepi preprečiti raka. Recimo, ne izpostavljajte se soncu, saj s tem lahko preprečite raka na koži. No, in tako bo v jeseni izšel posodobljen kodeks Evropske unije za boj proti raku, namenjen splošni populaciji, v katerem smo pa pri pripravi, katerega smo pa pri IARC sodelovali tudi mi Slovenci in prav skupaj s kolegi iz Švice smo pripravili prvič v zgodovini priporočila za presejanje glede virusnih hepatitisov B in C in za preprečevanje raka na jetrih. Namreč priporočila, ki bojo šla jeseni in o katerih bomo sigurno takrat govorili, ko bodo ugledala luč sveta, pravijo, da naj se ljudje grejo samoiniciativno testirati tako proti C hepatitisu, kot tudi proti B, če niso cepljeni še, in seveda naj takoj potem poiščejo zdravniško pomoč in se zdravijo, kolikor je izvid pozitiven. Kako je v Sloveniji? V Sloveniji veste, da imamo že vrsto let, da ne rečem desetletij, vse možnosti za odkrivanje, zdravljenje, nadzorovanje virusnih hepatitisov. Ogromno aktivnosti je bilo narejenih. Pripoznani smo kot primer dobre prakse pri Svetovni zdravstveni organizaciji. European Health Consumer Powerhouse nas je uvrstil na drugo mesto, takoj za Francijo, glede zdravniškega obvladovanja virusnih hepatitisov, pa vendarle tudi v Sloveniji stvar ni rožnata. Še vedno imamo ogromen delež ljudi, ki so neodkriti glede okužb z virusom hepatitisa B, manjši delež neodkritih z okužb z virusom hepatitisa C. In naj bo povedan samo en podatek, samo infektologi smo med bolniki s C hepatitisom odkrili v 2 letih, od leta 2022 do 2024, kar 36 primerov raka na jetrih. Samo pri tistih, ki so bili testirani, so bili odkriti pozitivni in so bili poslani v našo ambulanto. Torej, gledano v podatke iz registra o raku, v 10 letih med 2011 in 2021 je število rakov jeter v bistvu v Sloveniji naraslo kar za 40%, torej tudi Slovenija se pridružuje tem evropskim in svetovnim trendom glede porastov raka na tem področju. Zaradi tega se nam zdi izredno pomembno, da tudi kliniki naredimo nekaj za preprečevanje raka in zaradi tega pravzaprav organiziramo vsako leto, že 19. letos, ob Svetovnem dnevu hepatitisa tudi akcijo brezplačnega anonimnega testiranja, ki se bo zgodila tukajle v prvem nadstropju v prostorih ambulant infekcijske klinike v ponedeljek in torek 28. in 29. julija med 12. in 6. uro. Kri bodo jemale izkušene medicinske sestre, torej se ni za bati, da ne bi mogli ljudje dati vzorca krvi. Vedno je na voljo zdravnik, ki ustrezno svetuje, in študent medicine, ki pomaga pri kakršnemkoli razreševanju problemov.
To akcijo organiziramo, torej infekcijska klinika v sodelovanju tudi z Slovenskim društvom za bolnikov obolelim za virusnim hepatitisom Slovenija HEP in pa skupaj z študenti medicine iz projekta Virus Društva študentov medicine Slovenije, ter pa seveda ne moremo brez njih z laboratorijem, in sicer to je z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. To je utečen tim, ki deluje udarno, ampak seveda brez medijske podpore in obveščanja ljudi in ozaveščanja pa seveda na tem področju ne moremo kaj dosti doseči. Zato seveda apeliram na vas, da povabite ljudi na vse možne načine, ki jih imate in vzvode na to testiranje. Morda je tole enostranski pristop videnje klinika, ki se že, da ne rečem koliko let, ukvarja z virusnimi hepatitisi in je neskončno žalosten in skoraj osebno prizadet, ko dobi pred sabo bolnika z rakom na jetrih, pri tem, da bi mu že zdavnaj lahko odlično pomagal, kajti Slovenija ima res vse možnosti, da to naredi. No, in da boste slišali še drug pogled na to, imamo velik privilegij, da je z nami tudi bolnik, če smem reči, oziroma predsednik tega slovenskega društva bolnikov obolelih za hepatitisom Slovenija HEP, gospod Marko Korenjak, ki pa ni samo predsednik slovenskega društva, ampak je tudi predsednik Evropskega združenja bolnikov z boleznimi jeter. Torej, najlepša hvala, da ste se odzvali. Poleg tega je pa tukaj še naša mlada moč, ki nam vedno stoji ob strani, to je pa študentka medicine, Sara, ki bo pa povedala, kako projekt Virus, torej posebna skupina študentov na Medicinski fakulteti v Ljubljani, pomaga ozaveščati mlade in kako nam tudi pomaga pri teh vsakoletnih akcijah. Hvala lepa. Gospod Korenjak. Okay. Najlepša hvala za vabilo in samo 3 stvari poudariti ob tem svetovnem dnevu hepatitisa. Najprej sploh, zakaj se testirati, ne? Hepatitis je taka hecna stvar, kjer nimaš nobenega simptoma. Če te boli noga, če te boli roka, če ne moreš funkcionirati, greš zdravniku. Hepatitis je pa takšen, da pride v organ in se začne razvijati, in dokler nimaš resne težave in se stvar ne razvije do kakšne hujše oblike, naprimer raka na jetrih, takrat včasih sploh ne veš, da se kaj dogaja. Zato pozivamo tudi z društvom vse tiste, ki menijo, da so bili ali vpleteni v kakšno dejavnost ali imajo občutek, da bi lahko bili okuženi s hepatitisom, da izkoristijo to možnost, ki je brezplačna, anonimna. Še enkrat moram poudariti, anonimna, zaradi tega, ker delamo veliko testiranj, ne samo v Sloveniji, ampak drugje tudi. In velikokrat pridejo pacienti in rečejo, želim, da me testirate, ampak ne želim, da vam povem, kako mi je ime in kako se pišem. In ta stigma je še vedno prisotna. Torej, to testiranje je brezplačno, anonimno in brez napotnice. Tako da res lahko dobiš en občutek ob tem, ali si okužen ali ne, in potem se odločiš, kako nadaljne korake narediti. Zdaj, če povem nekaj o Sloveniji, Slovenija se že desetletja uvršča v vrh boja proti hepatitisu, predvsem tudi zaradi klinikov, ki so tukaj zadaj, profesor Matičič in mlada moč, ki pride zadaj. Ampak velikokrat omenim tudi Slovenijo kot primer dobre prakse, ko se pogovarjamo med društvi pacientov, ampak ne samo primer dobre prakse v Evropski uniji, ampak primer dobre prakse v Evropski WHO European Region, torej v celi regiji, in ne samo v regiji, ampak na svetu. Enkrat smo imeli oddajo, pa so me prosili, naj se fokusiram samo na Evropo, ker ljudje poslušajo samo Evropo. Ampak je treba včasih povedati, da Slovenija se na tem področju boja proti hepatitisu in zdravil, ki so na voljo, uvršča v sam vrh na svetu med Avstralijo, Veliko Britanijo in potem že tu nekje najdeš Slovenijo, kar je unikum in neverjetno. In zadnja stvar, ki bi želel povedati, kaj so trenutno najbolj žgoče teme ob svetovnem dnevu hepatitisa v Bruslju. Torej, trenutno se društvo pacientov borimo z evropskimi inštitucijami za to, da bi še vedno obstali tam, kjer smo, da bi imeli možnost vplivati na evropske politike. Torej, plani, ki jih je profesor Matičič omenila, naprimer Stella Kyriakides, ko je postala komisarka za zdravje, je predstavila plan European Beating Cancer Plan, torej Evropa proti raku, v katerem ni bilo omembe pacientov z obolenji jeter.
2 leti je trajalo, da smo tako trkali na vrata, da smo jih uspeli odpreti in da so spremenili del, ki se nanaša na preventivo. 2 leti, vi imate pa možnost, da naslednji teden že pridete in si naredite test enostavno, brez 2 leti čakanja, 2 leti lobiranja. Torej, ta del, ki ga Slovenija ponuja, mislim, da je treba posebej poudariti in povabiti vse, ki se želijo testirati ponedeljek, torek od 12 do 6. Tukaj je ekipa, ki bo poskrbela za vas in boste imeli informacijo o tem, ali je kaj in morate narediti naslednje korake ali ne, ker se splača. Splača se zato, nič ne čutiš, lahko se greš testirati in vidiš, da lahko nekaj narediš, ker tudi zdravila, ki jih Slovenija ponuja že zadnjih 15 let, so zdravila, ki so v vrhu boja proti hepatitisu, predvsem hepatitisa C. Slovenija je bila ob boku Združenih držav Amerike edina, ki je popolnoma pokrila že na začetku zdravila, ki so bila najdražja za paciente, ki so zdravila bila brez stranskih učinkov. Ampak včasih se premalo spomnimo na vse te dobre stvari iz preteklosti, ki so pomembne za boj proti hepatitisu. Torej še enkrat vabim vse paciente, vse občane, ki želijo se testirati za hepatitis, da pridejo torej brezplačno, anonimno in seveda brez napotnice. Naslednji teden se lahko testirajo za hepatitis B in tudi za hepatitis C. Hvala. In zdaj še naša študentka medicine, Sara Grbavšek. Lep pozdrav še z moje strani. Sem Sara, študentka medicine in sem članica projekta Virus. Mi smo v bistvu skupina študentov, ki deluje že od leta 1997 pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. Smo neprofitna javnozdravstvena organizacija in v bistvu se ukvarjamo z ozaveščanjem in izobraževanjem javnosti. Naša glavna področja dela pa so predvsem reproduktivno zdravje, spolno prenosljive bolezni, tudi LGBTQ in queer skupnost. Naš namen pa je v bistvu ozavestiti ljudi o pomembnosti varne spolnosti in na ta način nekako čim bolj zmanjšati tabu, ki ga te teme na žalost še vedno predstavljajo. Zagotovo ste slišali že za kakšno od naših akcij, Endomarec, 1. december, Svetovni dan boja proti AIDS-u, organiziramo tudi srednješolske delavnice varne spolnosti, organiziramo ogromno enih predavanj, kongresov na medicinski fakulteti, ki so tudi odprta za celotno publiko, torej ne omejujemo se zgolj na študente medicine. In ena od pomembnejših dejavnosti, ki jo izvajamo znotraj projekta, je tudi sodelovanje pri promociji Svetovnega dneva hepatitisov. V ta namen se v bistvu študenti zelo aktivno vključujemo, ne samo v promocijo prek socialnih omrežij, ker že tako skozi celotno leto objavljamo ogromno enih poučnih vsebin, ampak tudi zelo aktivno sodelujemo na terenu. Tudi letos bomo prisotni na stojnicah po Ljubljani, kjer sodelujemo z Mestno občino Ljubljana. Bomo usmerjali ljudi na testirna mesta, tukaj bomo pomagali izpolnjevati vprašalnike, na voljo bomo za vsa dodatna vprašanja, ukolikor pač bomo le znali na njih odgovoriti. Mogoče bomo s pogovorom tudi malo pomirili ljudi, ki se pridejo testirati, predvsem pa je naš namen, da jih spodbudimo, naj to testiranje ne bo njihovo zadnje, naj to testiranje ponovijo. Kot sta že pred mano povedala govorca, to je bolezen, ki se ne pokaže takoj, se pravi, po okužbi lahko mine ogromno časa, preden se izrazijo neki simptomi in zato je pomembno, da se po neki morebitni izpostavljenosti, če sumimo na možno okužbe, da se pridemo testirati, da se bolezen čim prej odkrije, da se lahko tudi čim prej začne zdraviti. Tako da bi pol ta trenutek izkoristila tudi, da mogoče še malo spodbudim vas medije, da čim bolj delite te objave. Vseeno imate ogromen doseg, veliko večji, kot ga imamo mogoče mi, da nekako pomagate pri deljenju teh z znanostjo podprtih informacij in delujete, v bistvu nam pomagate sodelovati v dobro skupnosti, ker skupnost smo pač vsi mi. Najlepša hvala. Hvala vsem govorcem, zdaj pa vsi govorci na voljo za vaše vprašanja. Svetovna zdravstvena organizacija je si želi do leta 2030 odstraniti te vse, kako realen je po vašem mnenju situacija? Leta 2016 je bila narejena s strani Svetovne zdravstvene organizacije prva globalna strategija za
eliminacijo virusnih hepatitisov kot javnozdravstvenega problema do leta 2030. Danes smo leta 2025 in že poročilo 2022 in 2023 je pokazalo, da v svetovnem merilu ta eliminacija sigurno ne bo realnost. Vendar pa obstajajo določene države, nekaj jih je, mogoče do 10 na svetu recimo, kjer pa bo verjetno to uspelo in glede C hepatitisa si drznem reči, da nam bo mogoče v Sloveniji najverjetneje to tudi uspelo, kajti v Sloveniji imamo že 25 let, več kot 25 let, neko strategijo, zelo enostavno, ampak intenzivno. Infektologijo zelo podpiramo in spodbujamo. In ocena izpred 3 let je, ocena Evropskega centra za nadzor bolezni z ustreznimi statističnimi metodami, da v Sloveniji je prevalenca okužbe danes po vseh teh aktivnostih in dobrobiti za bolnike najbrž okrog 0,03%, kar pomeni, da je to druga najnižja prevalenca v Evropi, takoj za Nizozemsko, kar pomeni, da je s C hepatitisom najbrž okuženih tam nekje okrog 1100, 1200, 300 ljudi, ki pa se tega seveda ne zavedajo. Res je, da je med njimi precej takih, ki imajo dejavnike tveganja za okužbo in kateri bi se nujno morali čim prej testirati, ker je velika verjetnost, da so okuženi, ampak je pa tudi veliko takih iz splošne populacije, ki se sploh ne zavedajo dejavnikov tveganja. Zaradi tega tudi pravzaprav infektologi vabimo prav vse, ne samo tiste z dejavniki tveganja ali z nekim dogodkom, ki se ga historično spomnijo iz svojega življenja, ampak pravzaprav svetujemo, naj se vsakdo enkrat testira na vsaj hepatitis C, če ni cepljen, pa tudi hepatitis B, da se razjasni, zakaj gre. Pred leti smo naredili raziskavo v slovenski populaciji in kar 26% okuženih, znanih okuženih, ni navajalo nobenega znanega dejavnika tveganja. Se pravi, ni si iniciralo droge, ni imelo neke transfuzije pred letom 93, večjih posegov, piercinga, neprofesionalnega ali tetovaže. To se pravi, absolutno to svetujemo in zdaj je priložnost. Sicer je priložnost tudi med letom, kot veste, vsak ponedeljek imamo prav tu na infekcijski kliniki ambulanto za anonimno, brezplačno testiranje na hepatitisa B in C, tudi okužbo z virusom HIV. Vedno je zraven seveda tudi zdravnik in seveda v primeru pozitivnega rezultata je to takoj napotitev k specialistu. Moram poudariti, ni čakalnih dob in moram poudariti, gre samo za enkratno trajno napotnico izbranega osebnega zdravnika, to se pravi, poenostavili smo zadevo, kot je le možno, samo da bi ljudje čim prej prišli in se zdravili. Torej, moj napotek ljudem je, imejte se radi, skrbite za zdravje in se enkrat v življenju testirajte. Še kakšno vprašanje? Nekako mogoče tole stigma v 21. stoletju glede teh virusov, kako se sploh možno, zakaj? Zdaj imamo različne vidike, pa imamo različne stigme. Eni vidiki so iz strani, ne vem, pacienta, zdravstvenega osebja, okolja, pa še vedno je možno zaradi tega, ker smo opazili, da vse, karkoli mi damo na spletno stran ali pa začnemo promovirati, ljudje sicer pogledajo, ne želijo pa to prenesti niti preko socialnih medijev na drug medij od prijateljev, da ne bi slučajno prijatelji videli, kaj zdaj točno oni gledajo. Stigma je še vedno prisotna ves čas. Društvu pacientov ne najdemo pravega odgovora, zakaj bi temu tako bilo, ker so zdravila postala drugačna, boljša in se da to pozdraviti brez nekih hujših stranskih učinkov, kot je bilo v preteklosti, ampak je še vedno tukaj. In jaz mislim, da s tem, ko preko medijev širimo informacijo o tem, da je to samo nekaj, kjer se greš testirati, potem se priključiš zdravstvenemu sistemu in se tega rešiš, da je to enostavna stvar, se bo tudi stigma zmanjšala. Hvala za vprašanje. Še kakšno